Pozdravljeni, dragi gledalci! Danes bomo govorili o bitki za Berlin. V bitki za Berlin, ki se je odvijala od 16. aprila do 2. maja 1945, so se spopadli ogromni vojni stroji z vojaškimi enotami na obeh stranih, ki so bile popolnoma izčrpane. Bitka je bila odločilna za usodo Berlina in končni poraz nacistične Nemčije. Sovjetska zveza je za napad na Berlin zbrala ogromno število vojakov in opreme. V bojih okoli Berlina so sodelovale 3 sovjetske armade. Prva beloruska armada pod poveljstvom Gregorija Žukova, druga ukrajinska armada pod poveljstvom Ivana Koneva in druga beloruska armada pod poveljstvom Rokosovskega. Skupaj so Sovjeti zbrali okoli 2,5 milijona vojakov, ki so se bojevali v mestu in okolici. Sovjeti so imeli okoli 3000 tankov, vključno s tanki T-34, ki so bili jedro sovjetske oklepne vojske. T-34 je bil poznan po svoji zanesljivosti, manevriranosti in moči ognja. Imeli so 3500 topov in minometov ter 1500 letal Il-Šturmovik in La-5 in Jak-3, ki so napadli nemške obrambne položaje in zračne cilje. Nemška vojska, Wehrmacht, je bila v zadnjih tednih vojne v katastrofalnem stanju. V bitki za Berlin so sodelovali različne enote, vključno z rednimi vojaškimi enotami SS, ljudmi iz Hitlerjugenda in prostovoljci iz različnih okupiranih držav. Recimo Reichstag, nemški parlament, so na koncu varovali francoski vojaki v enotah SS. Bitka za Berlin je vključevala okoli 1,5 milijona nemških vojakov, vendar so bili ti ljudje večinoma slabo usposobljeni, pogosto pa zelo mladi. V bitki pa so se bojevali tudi zelo mladi, stari med 14 in 16 let, ali starejši, ki pa so bili fizično zelo izčrpani. Nemška vojska je imela okoli 2000 oklepnikov in tankov, vključno z Panterji, Tiger 1, Tiger 2 in Štuk 3. Vendar je bila večina teh tankov že zelo izrabljena in brez potrebne opreme za učinkovite boje v mestnem okolju. Nemci so imeli 3000 topov in minometov, imeli pa so okoli 1000 letal, vendar je šlo za staro opremo. Številne letalske enote so bile povsem izčrpane zaradi nenehnih sovjetskih bombardiranj in pomanjkanja goriva. Prav tako pa so se bojevali tudi SS-ovci. Poleg standardnih pehotnih enot so pri obrambi Berlina sodelovali tudi posebne enote SS, vključno z Waffen-SS, ki so bile oborožene z boljšim orožjem in bolj izurjenimi vojaki, vendar so bile te enote močno zdesetkane. Nemci so se odločili za obrambo Berlina na vseh straneh, vendar so bile njihove linije zelo šibke, da bi zdržale sovjetski napad. Znotraj mesta so organizirali bojišče, ki je bilo prepleteno z labirinti, ruševinami in utrdbami. Obrambna strategija je bila zelo neusklajena. Vojaške enote pa so bile premalo usklajene, zaradi izgube poveljniške strukture. Kljub temu so se nemške enote bojevale trdovratno do zadnjih dni bitke. Na koncu bitke so Sovjeti izgubili približno 81.000 vojakov in imeli so več kot 280.000 ranjenih. Prav tako pa so izgubili 2000 tankov in samohodnih topov. Medtem ko so imeli Nemci 90.000 mrtvih vojakov in 125.000 civilistov je bilo ubitih med bitko za Berlin. Bitka za Berlin je bila ena izmed najbolj brutalnih bojišč v zgodovini. Zadnji del vojne je sovjetska vojska že izvajala napad z vsemi močmi. Zadnji dnevi vojne so bili v boj vključeni tudi mladi vojaki, pogosto iz pripravniških šol, tako imenovane pionirske enote in mladi iz rezervnih vojaških enot. To so bili najstniki, pogosto stari komaj 14 let, ki so bili prisiljeni nositi orožje in se boriti in umirati v bojiščih. Tako imenovana Hitlerjeva mladina in mladi vojaki so bili oboroženi z enostavnimi orožji in bili postavljeni v naloge, ki so vključevali obrambo mesta, mestnih prehodov in bojevanje v urbanem okolju. In celo napadali so sovjetske oklepne enote. Po vojni so se mnogi od teh mladih borcev spominjali, da so imeli malo izkušenj in da so bili večkrat prisiljeni doživeti grozote vojne, ki jih je zaznamovalo za vse življenje. Zgodovina bitke za Berlin ni samo zgodovina bojišča, temveč tudi zgodovina velikega trpljenja, ki ga je doživela civilna populacija, še posebej ženske. Po prevzemu Berlina so mnoge sovjetske vojaške enote, vključno z zadnjimi, nekoliko bolj oddaljenimi enotami, začele izvajati maščevanje nad civilisti.
Po vstopu sovjetskih enot v Berlin so se pričela številna poročila o posilstvih in spolnem nasilju nad ženskami, predvsem zaradi vojaškega maščevanja za sovjetske žrtve, ki so jih povzročili nacistični vojni zločini na vzhodni fronti. Natančne številke o številu žrtev so težko določljive, vendar se ocene gibljajo med 1,5 milijona in 2 milijona žensk, ki so bile spolno zlorabljene med sovjetsko zasedbo Berlina. Sovjetske oblasti so kmalu uvedle drakonske kazni za tovrstne dejavnosti, vendar so bile zlorabljena še vedno razširjena, vendar so bile zlorabe še kar pogoste. Po padcu Berlina so Sovjeti začeli prevzemati odgovornost za obnovo mestne infrastrukture, vendar je bilo prepozno. Mesto je bilo skoraj popolnoma uničeno zaradi obsežnega bombardiranja, bojev v mestnih ulicah in težkih bojišč. Po bitki so preživeli civilisti doživeli lakoto, pomanjkanje osnovnih potrebščin in bolezni. Po podatkih so v tem obdobju Berlinčani občasno prejemali le 64% potrebne dnevne prehrane, kar je pomenilo, da je mesto trpelo zaradi pomanjkanja hrane. Več kot milijon prebivalcev Berlina je ostalo brez doma. Večina ljudi je živela v razrušenih predelih mesta, kjer je bila infrastruktura uničena, voda pa je bila onesnažena. Kanalizacija je nehala delovati in transport je bil skorajda nemogoč. Mnogi preživeli otroci v Berlinu so bili brez staršev ob koncu vojne in so morali živeti v ruševinah. V mnogih primerih so bili otroci še vedno vključeni v vojno, bodisi kot del milice, bodisi kot del pri pomoči pri čiščenju ruševin in skrbi za preživele. Zaradi pomanjkanja hrane in zdravstvene oskrbe so številni otroci trpeli zaradi lakote, bolezni, poškodb in psiholoških travm, ki so jih doživeli zaradi vojne. Mnogi od teh otrok so bili priča grozotam, ki so jih zaznamovala za njihovo kasnejše življenje. Bitka za Berlin se je končala 2. maja leta 1945, ko so sovjetski vojaki dvignili zastavo Sovjetske zveze na vrhu Reichstaga. Le 6 dni kasneje Wilhelm Keitel v Berlinu podpiše brezpogojno kapitulacijo nemške vojske. Naslednji dan pa se je vojna v Evropi uradno končala.